Ko je Toyota spet obudila ime Corolla za svoj avto v najbolj priljubljenem segmentu v Evropi, so s tem takoj nastale 3 različice. Kombi limuzina, limuzina in najbolj uporabna – karavan. Tole je krasen družinski avto, pa še dobro zgleda, ne? Corolla že dolgo ni bila karavan. No, stara je bila, ampak se verjetno vsi strinjamo, da je tale lepša. Tudi od Aurisa, res. Avto je dejansko zanimiv. S tem agresivnim obrazom in precej nizko streho pa tudi deluje precej daljše, kot v resnici je 4,65 m. Pa tudi od zadaj sploh nimaš občutka, da gre za karavan, ker so tako lepo zakrivili pločevino. Ok, do tukaj je še zanimiv. Kaj pa ostalo? Ker je karavan, je seveda zelo pomembno, da ima veliko prostora. In ga ima. Tale ima zadaj celo več prostora za noge kot takratka različica, ker ima daljše medosje. Prtljažnik pa meri lepih 580 litrov, s tem, da je velika večina tega prostora pod tole trdo polico tule zadaj. Pa jezus, komate je to vse. Ok, se pa tukaj tudi lepo vidi, da imajo pri Toyoti že zelo veliko izkušenj s hibridi, ker tule zadaj ni nobene stopničke zaradi baterije, ampak je dno lepo ravno, tudi ko podrete naslonjala zadnjih sedežev. Res je, da so nekateri konkurenti, kot sta recimo v karavanski različici Škode Octavia in Kia Ceed, še bolj prostorni, ampak nista pa tako elegantni. Znotraj mi je zelo všeč, samo tale zaslon ne. V bistvu okvir zaslona, ker je prevelik in nekako uniči lep izgled vsega ostalega. Sicer deluje zelo dobro, vidi se še, da malo Japonci komplicirajo v menijih, ampak gre na bolje. Totalno pa so me navdušili z materiali in izdelavo. Ja, prav nič ne poka in škripa. Nimaš občutka, da ti bo kak kos ostal v roki, tudi gumbov ni preveč, no poleg tele zanimive kombinacije digitalnih in analognih merilnikov pa ima še pravi projekcijski zaslon, ki je itak najboljša možna rešitev, da ves čas gledaš na cesto. No, seveda je tudi sedenje za volanom tukaj zelo prijetno. Sicer malo nižje, ker daje bolj športen občutek, se pa dovolj dobro vidi iz avta. Edino nazaj bolj slabo, ker je zelo širok stebriček, ima pa potem kamero za parkiranje, tako da tu ni nobenega problema. Ena pomembna novost za voznike starih hibridnih Toyot je še prestavna ročica, ki je zdaj klasična, ker je očitno to všeč večini. Ok, pa naj bo tako. Še bolj pomembna novost v ponudbi pa je nov motor, da ima zdaj tudi hibrid nekaj več moči. In v tem primeru elektromotor in nov 2-litrski bencinski motor skupaj iztisneta 132 kW moči, kar je 180 konjev. V praksi zelo lepo delujeta. Tukaj se čuti, da je navor na voljo že pri najnižjih vrtljajih, zato so speljevanja odločna in v trenutku. Pospešek pa tudi ni slab, 8,1 rabi do 100. Všeč mi je, da zaradi večje zaloge moči znotraj manj ropota, ker se motor pač manj muči. Če ga boste pritiskali v klance na polno, pa bo seveda ropotal s tistim značilnim hromečim vrrrr, ampak potem bo šlo že vse skupaj zelo hitro in v večini primerov se tako pač ne boste vozili. To je tudi super način, da benciner doseže enako porabo kot dizel, ker mu pomaga elektrika. Japonci so se pač odločili, da jih sploh ne bodo več proizvajali, ker verjamejo v svoje hibride. Baterija se ves čas sama polni, najbolj seveda, ko gre cesta dol, tako da pozabite na polnjenje doma in iskanje polnilnic. Po drugi strani pa se na elektriko lahko pelje samo nekaj kratkih kilometrov, zato večino časa delujeta oba motorja. Se pa stalno izklapljanje in vklapljanje bencinskega motorja dogaja tako lepo, da ne boste tega nič posebej čutili, večinoma še slišali ne. Menjalnik poskrbi, da skupaj lepo prenašata moč na cesto, vas pa ne sme motiti, da nima prestav, ampak samo lepo zvezno pospešuje. Mislim, lahko jih ima, ne, če tule sami predstavljate, ampak po moje to nima nekega posebnega smisla. No in še najpomembnejša informacija, poraba, itak. Na našem dolgem testu je slabih 7 litrov, na relacijah, ko se peljemo 130 po avtocesti, tam je navadno okoli 6,5, v mestih pa pogosto pod 5 litrov. Kar dober rezultat, ne? No, še ena zadeva mi je zelo všeč, podvozje. Zelo dobra kombinacija udobnega in dinamičnega je. Ovinkov se čisto nič ne ustraši, se lahko kar fajn hitro zaženete van, pa vas ni strah, da bo kako presenečenje. Tudi občutek na volanu je za tip avtomobila dober, čeprav malo odsoten. Pomembno pa je, da se tudi s takšnimi lepimi 18-palčnimi platišči pelje udobno, da vas ne stresa kot na kakem vozu. Na koncu niti cena ni slaba. 33,5 € brez popusta je za tako sodoben in uporaben avto dovolj dobro, da bi moral prepričati marsikoga. Pa tole je ta močni motor. Menjalnik itak serijsko samodejni, najbogatejši paket opreme s panoramsko streho. Ja, ni kaj. Eden najboljših, predvsem pa zanimivih in drugačnih karavanov moderne dobe je. Ja,
In zdaj lahko celo vleče pri kolcu težko do 750 kg. Tudi to je recimo zelo pomembna informacija za nekoga, kot je naš Matej, ki je bil totalno vesel, ko je tole našel prtljažnik in se odpeljal na morje. Je izgleda tako kak Čeh z vsem, kar je nam vlekel gor na Korolo. Se vam. Bomo pač nase zavrati. To je pač simpel.